Gledališki tolmač je pobuda Društva gluhih in naglušnih Ljubljana, da se s tolmači približa gledališko doživetje. Do konca leta bodo na ogled 4 predstave v 4 institucionalnih gledališčih v Ljubljani. Začelo se je z legendarnimi Adamsovimi v Mestnem gledališču ljubljanskem. Kaj? A lahko obdržiš skrivnost? Sekreto. Skrivnost? Si. Claro. Poglej. Če ne bi videl, da je impossible, bi rekel, da je to zaročni prst. Kaj to pomeni? Lukas, kar nekaj bi rad, da bi se vzela. Vzela? Kaj? Lukas, kar nekaj je zaljubljen vame in se hoče z mano poročiti. So strašni in srhljivi, skrivnostni in odbiti. Fiktivno družino Adamsovi je ameriška revija Times zaradi njihovega kulturnega vpliva uvrstila ob bok klanoma Kennedy in Roosevelt. Najprej so se pojavili kot risba. Sledile so televizijske in filmske priredbe, aprila 2010 še krst na Broadwayu. In letos smo dobili slovensko priredbo muzikala na tem odru. Adamsovi nas učijo načelnosti, iskrenosti, predvsem pa strpnosti do drugačnih. Zgodbo sta zaradi zahtevnosti približala kar 2 tolmača. Na to sproženo akcijo smo navdušeni in tudi ponosni smo, da smo orači ledine. Sami smo v MGL že velikokrat v to smer razmišljali in tudi nekaj malega pokrenili z nadnapisi. Seveda pa je to, da bojo ljudje lahko spremljali s pomočjo tolmača, veliko bolj očarljiva, neposredna in veliko bolj srčna priložnost in mi 100% nameravamo to nadaljevati v tem duhu. Ne samo, da si želim, ampak načrtujemo v Mestnem gledališču, da bomo v prihodnje vsako od razpoložljivih predstav vsaj enkrat na ta način tolmačili. Moram reči, da je bila izkušnja res fantastična, zanimiva, drugačna, pa res taka srčna, še posebej na koncu. Tako da se mi zdi ta sama pobuda res fantastična. Zdi se mi, da bi jih morali večkrat upeljati, da so mogoče glede tega res prikrajšani, in se mi zdi, da priložnost, ki se jim da, je izjemna. Torej, naj bo večerja, pijača, večerja in potem igra. Ne igre. Ampak to je družinska tradicija. To je moja večerja. Ampak to je moja hiša, Edešem. Večerja in igra. Oboje ali nič pa doma, ne izzivaj. Okej. Anju? Edešem. Vsaj vsi obnašamo normalno. Smo pa tik pred podpisom častne zaveze vseh gledališč, ki bodo v naslednjem letu omogočila še več predstav gluhim. Torej, kar pa je bila nekako ambicija te pobude, da postane to trajnostna rešitev. Zdaj pa ti, bori se, bori como un hombre, začuti poljub majra šepanskega jekla. Vso besedilo vseh ženskih likov se na pamet naučiti in spremljati še vse moške like, da sem vedela, kdaj, kdo, kaj, kdaj se obrneva z Matjažem, kako delava in da sodeluje pravzaprav in da dava tisti občutek gledalcem, da naj začutijo in da živijo in se vživijo z nama v to igro. Zgodba, ki je gluhim v pisni besedi nedostopna, zaživi na odru. In če to v znakovnem jeziku, lahko podoživijo tudi vsebino, ki jo ta zgodba prinaša.
Do konca leta si gluhi gledalci lahko ogledate še 3 predstave pretolmačene v slovenski znakovni jezik. 1. decembra ob 11. v Lutkovnem gledališču predstavo Vila Malina. 3. decembra ob 6. v SNG Drama Županovo Micko. 24. decembra ob pol 11. Vsi junaki zbrani v Slovenskem mladinskem gledališču.